Tucker Carlson in njegova skupina zaostalih pajdašev ponovno lažejo internetu zaradi klikov. Okoli lansiranja tretje stranke, ki naj bi ga napovedali včeraj, je veliko hrupa. Mislim, poglej ta tweet. Mega je bil izdan. Vsi smo bili. Čas je za novo pot naprej v šeriatsko pravo, seveda. Več jutri ob 18. uri po vzhodnem času na tuckercarlson.com. In seveda, če ste šli na tuckercarlson.com in ste želeli gledati prenos v živo, so želeli, da podprete in plačate temu človeku, ker očitno potrebuje še več svojega težko prisluženega denarja. In vsi so bili tako navdušeni in so čakali na to veliko napoved. In veste, kaj se je zgodilo? Popolnoma nič. Napovedal je ta idiotski 10-točkovni načrt in razlago, kako si Amerika sama uničuje sebe in kako on, ljubitelj šeriatskega prava, je oseba, ki jo bo rešila. Ja, on in Tom Massey in Joe Kent in MGE, to so čudovita, genialna človeška bitja, ki bodo Ameriko spet naredila izjemno. In ne vam samo povem tole. Vsi na internetu se norčujejo iz tega človeka, poleg dejstva, da izkorišča to vrstno javno pričakovanje za napoved, da bi mu ljudje plačali, kar samo po sebi pove dobesedno vse, kar morate vedeti o moralnih vrednotah Tuckerja Carlsona. Imate ljudi od Nika Fuentesa do Bena Shapira in kogarkoli, ki vam pride na misel, ki tega človeka izpostavljajo. Ker uganite kaj, Tucker Carlson ni rešitev za Ameriko. In dobesedno vsi to vidijo. On je človek, ki obožuje šeriatsko pravo. In če še niste videli posnetka, počakajte, ker bomo pokazali, kolikokrat ta človek misli, da bi moral kar naprej hvaliti islam, v imenu tega, da bi Ameriko ponovno naredil za pravo krščansko državo. In vemo, da razmišljajo o ustanovitvi stranke. Mislim, da je jasno. Imate Joea Kenta, ki to priznava, kaj ne? Naše bogatstvo in naši sinovi ter naše hčere se še naprej pošiljajo v tujino. Naši najboljši in najpametnejši so ubiti. Spet uporabljajo protivojno razpoloženje, vendar so napovedali, da bi bili zelo veseli tretje stranke. In to izkoriščajo. Bili smo izdani, a še vedno lahko obnovimo Ameriko, ki nam je bila obljubljena. Tucker razloži kako. V jutrišnjem prenosu v živo, v sredo ob 18. uri, Remolding America After the Great Betrayal. In tukaj imate sliko Trumpa predtem, naredijo to veliko stvar in seveda v resnici se ne zgodi prav nič. Mislim, da morate slišati, kaj ima o tem povedati Nick Fuentes. Je zabaven in smešen ter grozna oseba, a ima glede tega vseeno nekako prav. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Erik, vaš gostitelj. Ne pozabite se naročiti. In nocoj bomo govorili malo o veliki napovedi Tuckerja Carlsona nocoj. Ste ujeli? Da Tucker je vse zvabil, da so nocoj gledali njegovo oddajo, ker je včeraj namignil na začetek tretje stranke ali nekakšno predsedniško kandidaturo. Vsi smo včeraj videli fotografijo. Tucker Carlson je gostil Thomasa Masseya, Marjorie Taylor Greene in Joea ter njegovo družino v družinskem skednju v Mainu. Inon Grinova, Kent in Massey so namigovali, kaj bi lahko bilo, morda ustanovitev tretje stranke z geslom Amerika na prvem mestu ali celo predsedniška kandidatura ali kakšen politični projekt. Rekel je, da ima o tem veliko napoved za nocoj, danes, ob 7. In objavil je oddajo. In velika napoved ni bila tretja stranka, ni bila predsedniška kampanja, bil je načrt v 10 točkah, kako Ameriko spraviti nazaj na pravo pot. In ne vem, če ste to gledali, ampak jaz sem. Gledal sem vseh. 100 uro in 40 minut tega monologa. 1 uro in 40 minut te napovedi. Kakšen kup nesmislov. Ja. Samo kup vročega. In lotil sem se tega objektivno. Šel sem v to z mislijo, da bom morda moral to podpreti. Mislil sem, da mi morda ne bodo pustili izbire glede na to, kar bodo predstavili. Morda bom moral preprosto stopiti v vrsto in podpreti to kot nekaj, kar je najbližje naši viziji za leto 2028. Tako sem res se tega lotil objektivno in odprtih misli, čeprav sem očitno pristranski. Imam osebno zamero do Tuckerja in se z njim ideološko ne strinjam. Kljub temu sem mu dal priložnost. Pogledal sem vse skupaj. In bi rad izvedel, kaj naj bi teh 10 točk sploh bilo? No, 10-točkovni načrt v resnici sploh ni načrt. To sploh niso točke, bolje kot seznam 10 pridevnikov. To sploh ni seznam točk, nobenih poant sploh ni. To ni politični program. To ni doktrina, to ni načrt, ker ni nobenih informacij. Ni pozivov k dejanjem, ni nalog za izvedbo, pravzaprav ni niti nobenih idej. 10-točkovni program, ki ga je napovedal. Mislim, si res tako presenečena in šokirana in neverjetno ne moreš verjeti dejstvu, da je Tucker Carlson tukaj samo zato, da pritegne več pozornosti in več gledalcev na svojo vsebino. Ne pa, da bi dejansko ponudil karkoli vsebinskega. Kaj? Ne.
Včeraj nas je zvabil k gledanju te nesnage s tem, da je pretvarjal, da bo ustanovil tretjo stranko. To je dobesedno seznam pridevnikov, natančneje velikih političnih puhlic. Kaj s tem mislim? To sem pretrpel 1:45 minut. Prva točka v 10-točkovnem načrtu. Pravičnost. Pravičnost je prva točka. Želite vedeti še eno? Zdravje. Zdravje je še ena točka v 10-točkovnem načrtu. Kaj pa še ena? Enotnost. Enotnost. Niso enotnost. Je v resnici samo enotnost. Enotnost, seveda. Zdravje, enotnost, pravičnost. Seveda. To je pa res lahko narediti. Samo naredimo to. Duh. Na to menda pomisliš vnaprej, ne? Mislim. 3 od 10 točk je 10-točkovni program. Zdravje, enotnost, pravičnost, poštenost, spodobnost, lepota, produktivnost. Tega si ne izmišljujem. To ni šala. To je 10 točk v 10-točkovnem načrtu. Zato ga mi treba gledati tega prenosa v živo, ker je to popoln nesmisel, kot ga predstavljajo. Ampak Ben Shapiro ima celo teorijo, zakaj to počne in kaj se v resnici dogaja. Poslušajmo, kaj je povedal pri PBD. Imam tweet, ki so ga objavili. Mislim, da je Marjorie Taylor Greene prva objavila sliko z njimi v hiši v Mainu in mislim, da je bil to Joe Kent. Thomas Massey, Joe Kent, MTG. In nekaj njihovih zakoncev je. Prav. In potem je Tucker rekel, da je bil maga izdan, vsi smo bili. Čas je za novo pot naprej. Več jutri zvečer ob 18. uri. Kaj misliš, da bomo dobili s Tuckerjem naslednjič? Govori o politični stranki. Mislim, da je zelo malo verjetno, da bo ustanovil polnopravno politično stranko. Razlog, zakaj mislim, da je to malo verjetno, je ta, da to zahteva določeno količino časa in truda, za kar ne verjamem, da je Tucker pripravljen vložiti. In tretje, stranke imajo v državi precej negativno zgodovino glede volilnega uspeha. Mislim, da bo verjetno ustanovil nekaj v smislu. Veš, temu pravijo DSA Light za desnico. In nekakšna notranja veste podkovičasto desničarsko gibanje, ki poskuša nominirati recimo kandidate na strankarskih predizborih v določenih okrožjih in ki poskuša glasno nastopati na predizborih. Mislim, to je bila zagotovo najpametnejša stvar, ki bi jo lahko naredil. Vendar ne vemo, ali je Tucker pameten, tako da bomo videli. Ne, da bi mu želel dajati na svete. Ampak misliš, da obstaja kakršnakoli možnost, da kandidira, ker pravijo, da menijo, da je J.D. Vance kompromitiran? Mislim, da je to zelo in mislim, da je to izjemno malo verjetno. Ja, očitno pravijo, da so šli tja, da bi ga prepričali naj kandidira, ker mislijo, da bi moral biti to J.D. In zdaj ne zaupajo J.D.-ju, ker mislijo, da je bil J.D. kompromitiran zaradi vojne z Iranom. Najprej, če je to, kar J.D. Vance dobi za vso svojo zvestobo Tuckerju Carlsonu, bi bilo to kar presenetljivo. Kaj? Misliš, da Tucker Carlson dejansko ne ostaja zvest ljudem? Kaj? Kako? Kaj? Wow, ne morem verjeti temu. Mislim, daž no. Dejstvo je, da ima podpredsednik očitno zelo tesen odnos s Tuckerom Carlsonom. Veš, to je njegova pravica. Njegov sin je včasih delal zank? A ne, ja, Buckley je bil v njegovem uradu. Mislim, nimam nič proti Buckleyju, slišal sem, da je prijazen fant. Tako da, ja, ta odnos je očitno precej tesen. Bil bi kar šokiran, če bi Tucker kar naenkrat obrnil ploščo in J.D.-ju tako zarinil nož v hrbet. Mislim, da bi bilo to čudno. Ko smo se lotili ustvarjanja čevlja, a ne? Tako, to je to. To je teorija Bena Shapira o vsem tem, ki je nekako takšna. Glejte, on v resnici ne poskuša postati predsednik. Kar poskuša narediti, je podati svoje stališče, svoj pogled na stvari. To je ta zelo protivojna, skrajno desničarska, smešna skupina ljudi, ki so v svojem bistvu preprosto proti Ameriki. Spet, spomnite se, čez trenutek bomo pogledali posnetek o šeriatskem pravu. On jim želi dati glas in zato poskuša nekako zagnati to celotno stvar, ki pa v resnici ni nekaj, kar bi bilo mogoče zares zagnati. Mislim, poslušajte Joea, no, poslušajte mene, kaj ima zapovedati Jeremy Boring o tem. Mislim, da je Tucker Carlson del majhne skupine ljudi, ki poskušajo ustvariti novo ameriško večino, ki temelji na levičarskem ekonomskem populizmu in desničarskem socialnem populizmu. Tucker poskuša ustvariti novo ameriško večino. Iz levičarskega ekonomskega populizma in desničarskega socialnega populizma. Pravi, da sta mu najljubša demokrata Elizabeta Warren in Bernie Sanders. Tucker se očitno ukvarja s političnim projektom. Tradicionalna ameriška konservativna koalicija stoji na poti tej novi večini, ki jo ustvarjajo. Če bi bila Elizabeta Warren le proti istospolnim porokam in splavu, bi bila sanjska predsedniška kandidatka Tuckerja Carlsona. Mislim, da Tucker poskuša ustvariti novo politično koalicijo v Ameriki.
To je nekako podobno evropskemu desničarskemu socialističnemu gibanju iz sredine 20. stoletja. V bistvu gleda kot medijski strokovnjak in se sprašuje, kaj ljudi pritegne, da poslušajo, kaj jih pritegne, da gredo na volitve. No, socialistične ideje, ker zvenijo tako lepo, svoboda in enotnost in poceni, ter v jezi in sovraštvu. In kot, zakaj pa ne bi preprosto združili teh dveh stvari? In potem dodamo še to, da preprosto obožujemo šeriatsko pravo. In potem imamo trojico treh najslabših, najbolj neumnih skupin v Ameriki, ki bodo šle volit, ker bodo verjele dobesedno vsaki neumnosti, ki jo izrečem. Imamo nore levičarje, nore desničarje in islamiste. Torej združimo jih vse skupaj. In na ta način popolno dobimo vso pozornost, dobimo vse oglede in tudi, če nismo izvoljeni, še naprej služimo denar. Ljudje, to je pravzaprav precej genialna strategija. Našel je vse posameznike z nizkim IQ-jem. 1, 2, 3 in govori neposredno z njimi. Mislim, posnetek, kjer obožuje šeriatsko pravo, mi je vedno slab, ko to gledam. To je iz Milk Bar TV. Poglejte si ga. Šeriatsko pravo je slabo, Seth. Ne vem, če si to slišal. Je slabo. Še slabše je kot to, kar se dogaja v New Yorku in Detroitu. Preprosto je slabo. Ne vem zakaj. In preprosto leta pranja možganov. Tako rad potujem, da to opazim. Ni niti enega zahodnega mesta, ki bi uspevalo. In vsem propadajo na popolnoma enak način. Nisem musliman, nisem za šeriatsko pravo. Po drugi strani pa v primerjavi s čim? V primerjavi z Baltimorjem. Veš? Utihni. Ker potujem zunaj zahodnega belega sveta. Če sem iskren, belega sveta. Veliko potujem po Bližnjem vzhodu. Neverjetno je, neverjetno je. Če kaj šteje, sem precej goreč kristjan. In tukaj, v središču islama, se počutim popolnoma udobno. Ampak, ko greš v zaliv, je neverjetno biti na mestu, ki je ponosno nase, ki verjame v svojo vero. V redu, mislim, da smo videli dovolj. Si videl dovolj? Jaz sem videla dovolj. Tega res ne moram poslušati. Poglej, precej preprosto je. To je načrt Tuckerja Carlsona. Pravzaprav ne bo ustanovil stranke. To ni bistvo tukaj. Kar počne Tucker Carlson je to, da poskuša najti 3 različne skupine ljudi z nizkim IQ-jem. Razmišlja kot medijski mogotec in pravi, katera je skupina ljudi, ki so dovolj neumni, da dejansko verjamejo, da je socializem čudovit. In ja, obožujemo šeriatsko pravo in bodimo vedno jezni. Ima skrajno levico, skrajno desnico in muslimane, ki prihajajo v velikem številu, ter priseljence. In razmišlja kot medijski strateg. Pravi, kaj lahko naredimo, da te ljudi podžgemo, jih razjezimo, jih spravimo na volitve, da gledajo in spremljajo, da bom lahko še bolj slaven, kot sem zdaj. Pravzaprav je to precej genialna poteza. In prav zato je njegov 10-točkovni načrt poln popolnih neumnosti in ničesar konkretnega. Šlo je le za še eno medijsko vabo nekoga, ki razume moč medijev. Če najdeš tiste neumne večine, če najdeš vse tiste levičarje, ki verjamejo, da bo socializem rešil vse, in če najdeš vse tiste desničarje, ki so jezni na vse, in če najdeš veliko število nasprotnikov priseljevanja in islamistov, ter jih vse združiš, bum, imaš milijone gledalcev in milijone volivcev. Njemu ni mar za Ameriko, mar mu je samo zase. Tako je bilo od samega začetka in ni treba biti genij, da to vidiš. Hvala za vašo pozornost, gospod Manta.